Kako se boste pogovarjali o teh spremembah, o alternativah, ki jih pripravljate, recimo z Ljudsko stranko? Njihov prvi odziv na napoved druge republike, ki bo pripravljena do 23. decembra, je bil zelo zadržan. Načeloma niso najbolj naklonjeni temu, da bi se temeljito posegalo v ustavo. Kje vidite tukaj možnost za dogovor, recimo? Sem že včeraj v nekaterih izjavah omenil leto 1988, ko je ob robu takratne ustavne razprave v bivši Jugoslaviji, kjer so se pripravljali znani ustavni amandmaji, je bilo veliko sporov med takratnimi republikami, nastajalo oziroma zorelo tudi spoznanje, da Slovenija pravzaprav potrebuje svojo ustavo. In takrat je bilo zelo malo pravnikov, recimo, ki so bili pripravljeni pri tem sodelovati. Tako da so se tega projekta takrat lotili ljudje v okviru Društva slovenskih pisateljev pod vodstvom Rudija Šelige in neke ustavne skupine znotraj sociološkega društva. Društvo pravnikov ni bilo zraven, kaj še ve kakšnega tako imenovanega ustavnega pravnika. In to tudi ni nič nenavadnega. Ustava je družbena pogodba, ki ni stvar pravnikov ali pa samo pravnikov. Pravniki so tisti, ki dajo potem ustrezno pravno formulacijo vsebini. Za vsebino smo podgovorni vsi. In tudi pri teh spremembah, ki jih mi pripravljamo, sodelujejo vsi odbori strokovnega sveta z skoraj 1000 člani, ker je potrebno najprej definirati vsebinsko problem in tudi oblikovati rešitev. Pravniki že potem napišejo člene. Tudi ko gre za ta projekt, ki smo mi na našem kongresu dali ime Druga republika, se mi ne mislimo pogovarjati o tem, ali je nekdo za Drugo republiko ali ni. To je pojem, ki je pač poimenovanje nekega procesa. Vsak proces, če je vreden, dobi svoje ime. Mi se mislimo pogajati o konkretnih rešitvah. In zdaj po dobrem letu in pol, odkar smo predlagali mi konkretno 10 sprememb oziroma 10 področij, kjer so po našem mnenju potrebne spremembe, je vse več podpore. Tako smo v zadnjih dneh doživeli celo stališče ene od vladnih strank, ki podpira naš predlog, da se poenostavi možnost razpisa predčasnih volitev. Če bo kdo našel, ki je redek izvod takratne pisateljske ustave, ki smo izdali leta 1988, bo videl, da je tam veliko rešitev, ki jih je sedanja ustava enostavno prepisala oziroma povzela, da so tudi rešitve, ki niso bile povzete, pa bi bilo dobro, da bi bile povzete. Se pravi, en nabor dobrih predlogov je že tam. Skratka, mi se mislimo pogovarjati o konkretnih rešitvah. Mislimo pogovarjati z drugimi strankami ali strokovnjaki o tem, ali so za Drugo republiko ali ne, temveč ali podpirajo potrebne spremembe, ko gre za poenostavitev funkcioniranja, predčasne volitve, reformo sodstva, omejitev javne porabe. Tudi ste vi včeraj predvajali izjavo gospoda Lahovnika, ki je izrecno podprl 3 od teh 10 predlogov, ki smo jih dali lani. Ta podpora se enostavno krepi, ker ljudje vidijo v teh zadevah rešitev in tukaj dejansko rešitev je. To je produktivna, institucionalna rešitev v okviru institucij, v okviru družbene pogodbe, ki nas vse zavezuje in to ni neko sveto pismo, ki bi bilo nespremenljivo. Je potrebno k temu absolutno pristopiti z tresočo roko, kot nekateri pravijo, ampak ta roka ne sme biti toliko tresoča, da ne bi bila sposobna nekih sprememb tudi takrat, kadar je potreba zelo očitna. No in še to bi rekel, založba, kjer sem jaz takrat kakšen urednik, to je časopis za kritiko znanosti, je natisnila to pisateljsko ustavo aprila leta 1988. 3 leta in pol kasneje je bila ta ustava več ali manj v ključnih točkah uveljavljena kot nova slovenska ustava. Kratek čas, takrat, ko je bila ta brošurca izdana, nobenem resnem mediju ni bilo nobene razprave o tem, ali je bilo omenjeno, bilo je nekaj okroglih mis. Tudi marsikaj se je potem zgodilo, mene so mesec kasneje recimo aretirali in zaprli, vojna je bila vmes, tudi ljudje, ki so napisali 57. številko Nove revije, so marsikaj doživeli v tem času, ampak kljub temu so te ideje potem doživeli uresničitev, ker je pač čas pokazal, da so pač potrebne. In tudi tisti, ki so najprej govorili, da bodo storili vse, da preprečijo, da se to realizira, so kasneje popustili, nekateri pa celo pomagali pri uresničitvi teh idej. Tako
mislim, ne delamo nobenih skrbi zaradi tega, ker če kdo pravi, da pa ni za drugo republiko in tako naprej. To ni vprašanje. Vprašanje je, koliko teh nujno potrebnih sprememb je možno uskladiti za podporo, ki bo zadoščila, da jih tudi sprejmemo. Jaz mislim, da velik del, ker pač teh ocen nismo dajali na pamet. Ali vi mislite, da je slovenski politični prostor toliko desen, da bi lahko zagotovil 60 poslancev za te spremembe? Slovenija ne potrebuje ne desne, ne leve ustave. Slovenija potrebuje družbeno pogodbo, ki bo zajemala interese vseh. In ustavna večina ni vprašanje takšne ali pa drugačne večine ene ali druge politične opcije, ampak je v položaju, v katerem se danes nahaja Slovenija, vprašanje razuma. Gospod Janša, ali boste te spremembe, to, kot smo temu reči, platformo, družbeno zorenje v bistvu teh idej v družbi, kako bi temu rekli, dosegali samo preko SDS-a, ali pričakujete, da se bodo tudi recimo dogajale na ravni civilne družbe, Zbor za republiko ali pa recimo druščina, ki je skušala resetirati Slovenijo, recimo, da se bo to dogajalo torej na večjih ravneh, ne samo na strogo politični preko SDS-a? Tudi to se že dogaja, ta razprava se že dogaja na več ravneh. Že v lanskem letu je bilo v okviru Inštituta dr. Jožeta Pučnika organiziranih vrsto razprav in okroglih miz po vseh ključnih področjih, ki jih ureja ustava. Iz teh razprav je veliko gradiva, ki ga tudi strokovni svet zdaj uporablja pri formulaciji vsebinskih predlogov. Oglasilo se je veliko ljudi, tudi tisti, ki so rekli, da ne podpirajo, mnogo teh, ki so rekli, da ne podpirajo teh ustavnih sprememb ali pa da se jih je treba previdno lotevati, so na koncu dodali, vendar pa to bi bilo treba spremeniti. Vsak je nekaj predlagal. Nabor tega je precej velik, vsega ne bo možno uresničiti. Tisto najpomembnejše pa mislim, da ja. In odgovor je ne. Mi ne mislimo, da je Slovenska demokratska stranka tista, ki je zdaj od nekoga poklicana, da to naredi. Ima pa kot del slovenskega političnega prostora soodgovornost, da to predlaga in da prispeva toliko, koliko lahko. A to bodo neke formalizirane ponudbe, boste dali strankam recimo za te pogovore, v smislu, da se sklene neko, ne vem, koalicija za novo ustavo in se potem gre tudi skupaj na volitve? Na kakšen način čisto tehnično nameravate to izpeljati v debato? Na politični ravni zdaj, če bomo. V tej fazi se s tehniko še ne ukvarjamo se z vsebino. Ko se bo videlo, koliko te vsebine je možno uskladiti, bomo reševali tehnično vprašanje. To bi se začelo leta 2012 uresničevati, ali je kakršnakoli možnost, da se začne uresničevati prej? Ali so pogoj volitve? Jaz bi si težko upal napovedati datum. Tako kot, spomnim se, ko je išla ta pisateljska ustava, ki smo jo na pol ilegali natiskali, da so nekateri govorili, no to bodo pa doživeli moji otroci, ali pa vnuki, ko se bo uresničilo. To takrat se ni nihče upal tega napovedovati, uresničilo se je bistveno hitreje, kot se je pričakovalo, ker je čas pokazal, da so te rešitve pač potrebne in jih je zadostno število ljudi podprlo na plebiscitu, znana plebiscitna večina, ko je šlo za ključno odločitev. Tako da do uresničitve tega bo prišlo, ko bo dovolj glasov. Jaz upam, da čim prej. Vsak dan, ki mine, tudi zdaj, ko smo mi govorili, 20 minut, se javni dolg Slovenije povečal 90.000 evrov. Ti števci tečejo neodvisno od tega, kaj si kdo želi, pa za katero politično opcijo voliti. So neusmiljeni in na koncu posledice čutimo na položnici. Ampak to boste, druga republika, pravite, ne bomo se pogovarjali, ste za proti druge republike, rešitve rabimo. Ampak, a bo to pogovori o paketu ustavnih sprememb ali se lahko določene člene ustave recimo spreminja že posamično, izvzeto iz recimo druge republike? No, verjetno mislite konkretno na ta predlog po spremembi ustave, da se prije do predčasnih volitev. Če to predlaga vladna koalicija ali pa del vladne koalicije, ki predstavlja jeziček na tehnici, se pravi jeziček do večine, potem je to pravzaprav veliko vprašanje, koliko je to resen predlog, ker del vladne koalicije, brez katerega ni večine, lahko doseže predčasne volitve brez spremembe ustave. Stopi iz vlade in parlament v 3 poskusih ne izvoli novega mandatarja, razpišejo se predčasne volitve.
možno pa je do tega priti tudi spremembo ustave. Skratka, mi smo odprti tudi za takšne rešitve, če se izkaže, da so hitrejše, bolj produktivne ali pa da so nekomu bolj všečne. Nam je vseeno, kako se piše tisti, ki podpre kakšen naš predlog, če je ta predlog dober. Še to bi vprašala, obstaja možnost, da bo usvoda finančnega ministra Križaniča prišla v parlament na glasovanje. Veliko vprašanje, če bo koalicija pri tem glasovala enotno in v tem primeru bo precej teže na glasovih opozicije. Ali je že jasno, kako bi v tem primeru glasovala Slovenska demokratska stranka za razrešitev ministra ali proti? No, to za nas ni enostavna dilema. Ne. Po eni strani v Slovenski demokratski stranki ni nobenih velikih dilem o tem, ali je gospod Križanič sposoben finančni minister ali ne. Po našem mnenju ni sposoben, javna finančna situacija v Sloveniji to zelo jasno kaže. Po drugi strani pa je postavitev in zamenjava ministrov stvar vladne večine in vladne koalicije. In tukaj ta dilema preseže neko vsebinsko vprašanje in se spusti na raven pač politične kulture in higiene. Slovenska demokratska stranka noče biti tista, ki enkrat posodi enemu delu, drugič pa drugemu delu vladne koalicije glasove v teh medsebojnih obračunih. Normalno je bilo, da se zmenijo med sabo in delujejo normalno naprej, kolikor je možno, drugače pa dejansko omogočijo, da se Slovenija resetira.